Ampak pojdimo lepo po vrsti. Kako izbrati ime novorojenčku? Trendi so se z leti spremenili. Najpogostejši slovenski imeni? Marija in Franc. Ja, so zamenjala sodobna, modernejša imena. Predvsem kratka, ne? Ja. Pogledali bomo nekaj najpogostejših izbir, numerologinja pa nam bo pojasnila, zakaj se nekateri starši z njo posvetujejo, preden izberejo ime svojemu novorojenemu otroku. Čas je torej za rubriko Moj otrok. In Barbara Drnač in Lili Sorum sta z nami. Zdaj ne veva, Barbara ali Barbara, kako zdaj pozdraviti? Po mojem bo kar oboje pravilno, čeprav za medije se jaz podpisujem in nagovarjam kot Barbara, se pravi numerološko. Je pa tako, da sem jaz uradno še vedno Barbara. Nisem šla na, kako rečemo, Ljubljančani, na Mačkovo urediti te papirje, pa danes računam, da bo Lili me prepričala, da bi vendarle bilo to dobro, da storim. To se pravi nekako na pol srečna v tem trenutku. Ja, sej me nekako ljudje sprašujejo, zakaj si pravzaprav spremenila ime, zakaj si dala ta A ven. Moje nekako numerološko 11.3.1961 daje vibracijo števila 1. Je pa bila posledica, ko sem leta 2002, se pravi že kar 20 in še malo let nazaj, srečala mojo nekdanjo soplesalko Naco Jerman. Takrat je bila še Naca Jerman, pa potem je bila Naca Jerman, pa zdaj je Lorena Leonardos, numerologinja, na en slab moj dan in je potem rekla, ja, lej, Barbara, daš samo A ven in se bodo stvari spremenile. Pa so se. Niso se tako, kot bi si verjetno jaz želela, ampak to je najbrž razlog ravno zaradi tega, ker nisem to uradno naredila. Mogoče je bil pa tudi ta faktor, ko sem prišla domov in sem potem takrat moji 12-letni hčerki Terezi rekla, joj, veš, jaz si bom pa spremenila ime, bom namesto Barbara. Mi je rekla, joj, mami, to je toliko brez veze. Če je tvoja mami tebi dala ime Barbara, je imela že nek namen s tem. Ampak verjetno moja mami, Marija, je takrat vibrirala na neko svojo vibracijo in mi je dala to ime. Tako da nekako, kot rečeno, za medije se podpisujem kot Barbara, v tujini me seveda vsi kličejo Barbara in takrat mi zelo to nekako godi. Drugače sem Barbara, nekateri me kličejo tudi Drnač, Drnačka, Barbie, kakorkoli. Tako jaz jo bom zdaj prijela za roke in peljala. Na Mačkovo. Ampak 20 let nazaj, ko si se odločila, rekli smo, da se bomo tikali za spremembo imena, je bilo to nekaj nenavadnega. Danes novodobni starši prihajajo tudi k tebi, se posvetujejo. To še pred rojstvom. Seveda. V bistvu, z kakšnimi izračuni pridajo, oziroma s svojimi željami pridajo z imeni, ki so njim všeč in potem v bistvu jim ti predlagaš, kaj bi bilo najbolje, kako poteka ta posvet? Ta eksotika. Ja. V bistvu je zelo preprosto. Ponavadi jih zanima ali oba priimka ali samo en priimek. Kar je zelo velik nov trend, je to, da si družina nov priimek omisli, se pravi nekaj ali kombinacija obeh in tako naprej. Zelo veliko je tudi tega, da si zdaj ženin prevzame tudi priimek od neveste. Tako da te kombinatorike je zdaj nenavadno veliko. Tako da dedno pravo bo imelo veliko dela, ker se po priimkih več ne bo šlo. Sicer je pa tako, da običajno preverijo, kako gre ime in priimek en z drugim skupaj, potem pa, ko pride tisti srečni dan, običajno sila zmedenja očka pokliče, pa reče, mi gremo zdaj v porodnišnico. Kaj zdaj to pomeni? In tudi običajno, ko jim razložim, kaj to pomeni, mi nekako tako prisrčeni, vem, gospod leta nazaj, čist tih je bil, pa bi rekel, jaz te nisem nič zastopil. A ti to meni lahko napišeš na mail. Ker seveda peleš se v porodnišnico, druge stvari ti hodijo po glavi, pa ne nazadnje 3 dni imamo časa, da se v miru odločimo. Jaz pravim, ponovadi mama vedno prav ve. Je pa po numerologiji tako, določene vibracije, določene lekcije, določene energije v življenju presežemo in takrat običajno se lahko pojavi tudi potreba po drugačnem imenu ali po spremembi. Je pa tudi to zdaj ratala modna muha. Kako pa pravzaprav izbrati? Dobro vprašanje. Že prej pripravimo nek seznam in potem samo črtamo ta ne, ali kako? Običajno je tako. Če zdaj mama zelo, jaz vedno pravim, mama ima najbolj prav. Če mama zelo čuti, če rečemo ime Miha, pa da mogoče ime Miha res ne gre s priimkom, da so neke karmični zapisi, neke neharmonije, pomeni, da bo ta oseba imela več izzivov v življenju. Kar pomeni, da mogoče lahko probamo poiskati ali srednje ime, ali si pomagamo z obema priimkoma, ali kakšno črkico, ki jo spremenimo. Včasih je to res lahko zelo subtilna sprememba, včasih je potrebna malo večja.
Je pa tako, jaz to prevedem v osebna števila, 5 osebnih števil imamo. In kar je meni kot numerologu fascinantno, je ne glede na to, da so vedno 2, 3, 4, 6 kombinacij, vedno je rdeča ni tista. Pred leti sem imela primer 18 kombinacij smo imeli, ker nista želela vedeti, ali je fantek ali punčka, ogromno nekih imen sta imela pripravljenih, teh kombinacij se je potem seveda z obema priimkoma za oba dva spola kar nekaj nabralo. Ista osebna števila. Jaz nisem mogla verjeti, tako v 20 letih se je to enkrat zgodilo, ampak duša točno ve. Jaz pa mogoče se upravičujem mamam, ampak po nesrečeno rekla, samo da ostavimo dušo. Duša ve. Tako da mama se sigurno ne zmoti. Je pa fajn, tukaj bi mogoče izpostavila še nekaj pri vzgoji. Se mi zdi, da je numerologija zelo zanemarjena kot veda. Pri vzgoji razumevanja otročka, kaj potrebuje, pa kaj ne potrebuje. Tako da se vedno potrudim še tukaj po te malo smernic, da zraven bodočim mamicam, ko izbirajo ime in priimek. Ampak zakaj v bistvu zadnja leta potem govorimo o najbolj popularnih imenih za otroke? Denimo, izbrskali smo za leto 2021 najpogostejša imena za deklice in dečke. Mislim, da bomo to zdaj tudi videli na grafiki. Tako da, Eva, Filip na prvem mestu za fante in pa Ema za punčke. Zdaj, To so še dosti normalne imena. Glede na to, kar slišimo, ne? Ampak dejansko zdaj, kako vibrirata recimo ti dve imeni? Zdaj, če je več na kupu, ali je to dobra vibracija, ali smo si ljudje vse bolj podobni, da izbiramo potem, ne vem, Jaz mislim, da malo je tudi trend, malo je to, da nam zveni lepo. Jaz se spomnim v osnovni šoli, mi smo bili, mislim, da 4 Mihate v razredu. Maje so bile zelo podobne, tudi zelo pogoste v moji generaciji. So pač neki trendi, neka naklonjenost, neka afiniteta do nekih imen. Bi pa rekla, da tukaj ni samo ime, 2 Mojci si nista enaki, 2 Matica si nista enaka, se pravi, ima tudi priimek, vlogo in rojstni datum, ne samo ime in priimek. Tukaj je kar veliko te kombinatorike. Omenila Barbara si prej hči Terezo, si se še pred njenim rojstvom kaj s tem ukvarjala, je tudi njeno ime izbrano na ta način? Ne, njeno ime je pa nekako samo, bi rekla, da sem počastila mojo babico, njeno prababico, ki je bila Terezija in je v mojem življenju veliko meni pomenila, neke zelo take zdrave življenjske napotke, zdrava kmečka logika je bila v njej, ker je bila iz kmetov in sem jo počastila, želela pa sem nekako, da bi vendarle to malo moderneje zvenelo in je potem bila Tereza. Tereza je tudi pol Dubrovkinja, moj bivši partner, Terezin oče je Dubrovčan in tam je tudi seveda Tereza zelo popularno ime in nekako sem zadostila slovensko dubrovniški navezi. Tako da všeč pa mi je tudi, ker se mi zdi, da je tako posebno ime in izpeljava vse skupaj. Zdaj numerološko niti ne vem. Sem pa zdaj Lili prisluhnila, mogoče si dejala, kaj pa če spremenim priimek? Zakaj pa ne? Barbara Požar, naprimer. Najna zveza recimo traja že 27 let in mogoče pa numerološko bo Lili to zračunala, pa ne bom rabila dati Aven, ampak spremenim priimek. Ali dodam, Se lahko zgodi, da nimo, ko se poročimo, nam priimek naredi več škode ali pa morda prinese tudi kaj koristi. Absolutno. Pa to ne pomeni, da moški potem ni pravi za nas, da me ne bi dame narobe razumele, ampak se pravi, mi imamo svoje zapise, svojih 5 osebnih števil, lekcije, karmične zapise in tako naprej, s tem se rodimo. Ko mi spremenimo ime, ali gre za posvojitev, ali gre za poroko, ali gre mogoče za osebno odločitev, da spremenimo ime, tudi tega je v zadnjih letih zelo veliko, da ljudje želijo drug priimek, neko srednjo ime, umetniško ime in tako naprej. Te osnovne zapise tudi spremenimo. Ne moramo jih povoziti, K meni pride reče, jaz bi zdaj tak, pa tak, ne gre tako, to ni čarobna tabletka, ne moram najti imena, ko bomo mladi, bogati, zdravi in tako naprej. Kar pa se zgodi, se pa naša definicija se spremeni. Se pravi, mi se začnemo predstavljati z drugim energijskim zapisom, seveda se življenje na nas potem odziva tako. Zdaj, če smo se mi rodili kot Jaka Racman, smo Jaka Racman. Če bomo zdaj rekli, da smo skopušnik, ne bo od skopušnika bogatstvo padlo na naše ramena. Tudi če vam jaz najdem ime, ki bi ga lahko, se pohecam, spremenili v Lepa roža, to ne pomeni, da se bo naš estetski videz spremenil. Pomeni pa, da nas bodo ljudje drugače dojemali in včasih ta neharmonija lahko naredi veliko slabega. To pa v bistvu, na to sem pa postala pozorna pri damah, ki pridejo ob ločitvi. V teh 20 letih, ker se res aktivno ukvarjam s svetovanjem, se je resnično izluščilo to, da običajno je šlo v res v hudo neharmonijo. In ko sem začela razlagati osnovna števila,
Pa ta energija nova, ki je prišla, je običajno nazaj komentar, ja pa res, nisem se več počutila tako kot jaz, nisem se več ko izražala, res so se taki ljudje začeli pojavljati, take situacije, ti izzivi. Seveda ti izzivi niso naši, zato jih mi težje predelujemo, ne? Ker je taka tuja, čudna, hecna energija in tukaj potem običajno to tudi na odnos vpliva. Traja pa 5 let, da se ta sprememba res čutja. Ne? Zato, tako kot si ti prej dejala, ne velja čist, dokler ni v dokumentih, sigurno pa predstavljanje v medijih, ti si le izpostavljena, ne? Pa prinese svoj vpliv. Ja, čas je, da res menjaš osebno izkaznico. Jaz vem, da Suzano zelo zanima njena kombinacija imena in priimka, zato ti damo kakšno minuto, vmes pa Barbara. Mislim, da ne bo minuta, veš, dovolj. Jaz sem drugače kar zadovoljna s svojim imenom. Za zračunati minuto. 20 let je že, ne? Ja. Po 5 letih naj bi se zgodila sprememba. Je lahko tudi placebo učinek to? Malo že, pri meni je verjetno bil malo placebo, 100%. No. Jaz sem bila takrat malo tudi v dvomih, zato ker je omenjena Naca, numerologinja, tolikokrat po tem najnem srečanju spremenila ime in sem bila potem malo tako v dvomih, ne. Ja, pa če ona numerologinja, zakaj je potem tolikokrat spremenila ime, to boš ti verjetno Lili mogoče bolje vedela, ampak če ve spremenite ime, potem je to enkrat, ne, ker znate lepo to izračunati, kako to gre. Ali pa pač ne, no. Mogoče mene to malo odvrnilo od tega, da bi čist 100% se tega lotila tako zelo zares in odšla res spremeniti vse dokumente, dokumentacije in tako naprej. Ampak, kot sem že prej omenila, no, jaz, da recimo pridem v tujino, tako vsi, ne, Barbara težko reče, sem Barbara, ne, in takrat so te imenske moje vibracije zelo odlične. Potem čutiš spremembo? Ja, čutim, ne, da mi godi, da me nekdo pokliče Barbara, ne. Tle v Sloveniji se mogoče nekdo tudi malo pomatra, ker nam vendarle pa to ni nam blizu, ne, lažje izgovorljivo kot Barbara. Potem pridajo ven te izpeljanke, ne. Čist konkretno pa ne vem, meni se je potem vseeno 2010 zgodila moja rak dojke, imela sem tudi nekako predvsej burno kariero, da bi zdaj rekla nekaj v plus ali nekaj v minus, danes tako ali tako razmišljam, da nam je v življenju vse namenjeno, ne, in da sprejemam življenje takšno, kot je, in da mora biti tudi malo slabe in dobre stvari v nekem ravnovesju in da vendarle življenje poskrbi, da gremo v nekem sozvočju z življenjem naprej. Če nam ta sprememba imena koristi, je dobro, da to tudi izpeljemo. Zdaj, a lahko najdemo popolno ime? Jaz mislim, da ne, ker mi smo itak popolni. A ne? Ime in priimek, ki bi bila tako popolna, da se pa nič slabega nam ne bi zgodilo, ne obstaja. In tako, kot sem na začetku rekla, teh osnovnih vibracij nikoli ne povozimo. Spravi, tudi kljub spremembi imena, tiste karmične zapise, tiste res izkušnje, ki so težke, ki so boleče, ki spremenijo življenje, so nam zapisane. In jaz mislim, da je tisto, kar nam je res namenjeno, tudi če tečemo stran, nas bo našlo, ker sebe sabo vzamemo, lahko si pa mogoče kakšne stvari malo manj zakompliciramo, kot bi si jih sicer. Pa predvsem bi rekla, da je potrebno biti pozoren pred spremembo imena. Ne? Tako kot sem v začetku rekla, mama vedno ve. Kaj torej, Suzano? Suzano, pozimi? Vse štima? Vse štima. Mislim, da se lepo sliši. Ja, ni slabo. Mi, da se bova tudi sami dobili na kavici. Ja, seveda, ker to vendarle traja nekaj časa, tako kot si pač omenila. Ja, pa rojstni datum bi še rabila, pa tako naprej. Tako da, Igor, mislim, da boš kar nekaj časa imel Suzano tukaj na zdravici. In prav je tako. Si se že pozanimala, Barbara, kakšen je strošek izdelave oziroma spremembe imena uradno? Joj, nekaj sem googlala, preden sem prišla na intervju in sem videla, da nekateri vendar dajo kar nekaj precejšnje vsote denarja. Mene vedno najdejo dobre osebe, pa nikoli nočejo nič, nobenega plačila, ampak jaz spoštujem tako vsako delo in ne vem, ampak Ministrstvo za notranje zadeve, na njihovi spletni strani je objavljen podatek, da prva sprememba za polnoletno osebo znaša 54,90 €. Ja, to sem mislila, da je potem vsi uradno, da spremeniš. Vsaka naslednja sprememba pa stane 109,3.
In včasih je bilo... Dobro, jaz sem misliti. Ja. Enkrat in potem Pa treba je potem upoštevati tudi to, da je potrebno dokumente zamenjati v roku enega meseca. Nekateri so plačljivi, nekateri niso. Pri nekaterih so priporoki, je plačljivo, ni plačljivo, tako da tudi to je treba malo upoštevati. Pravi, čaka me nek finančni najprej morda poroka, sprememba priimka, sprememba imena in pa potem dokumenti. Treba narediti en tak Excel, da vidimo, če je to izvedljivo. Ja, ampak ja, če se pač nekaj jaz v življenju odločam, potem to tudi izpeljem, ne, in se sem rekla, da je danes tale intervju mogoče usoden, pa da potem res uradno tudi spremenim. Naložba vase. Hvala lepa, spoštovani gosti, za tole. Verjamem, da smo komu malo razširili oči in obzorja. Hvala. Hvala za vabilo. No, mogoče bo pa...